Dobro jutro, še v mojem imenu. Veseli me, da lahko predstavljava letošnji program. Direktor in glavni urednik založbe Armand Uršič se žal moral opravičiti, sicer bi bil tudi on tule, zato smo pa danes tu Anja Radaljac, kritičarka, pisateljica in z letošnjim letom, ki pa z letošnjim letom prevzema tudi del uredniških obveznosti pri založbi, predvsem zdela prevodnega romana, ampak tudi nekaj drugih naslovov. In pa jaz, Aljaž Krivec, ki sem zdaj literarni urednik že par let in nekako pokrivam vse ostalo. Sicer moramo omeniti še Kristino Kočen, ki tudi z letošnjim letom sodeluje na novo, oziroma je že nekdaj zunanja sodelavka, in sicer ureja poezijo. Tako da lahko povem, da se ekipa malo širi. Preden predstavila nekako na hitro, čisto konkretne naslove, se mi zdi, da bo to na koncu najbolj pravi vtis o tem, kaj pravzaprav smo. Bi mogoče podal čisto par tehničnih pa idejnih izhodišč, mogoče založbe, najprej velikost programa, v bistvu ostaja v zadnjih letih bolj ali manj podobna, to je nekaj manj kot 20 knjig letno, pretežno odprtih še z javno agencijo za knjigo, pa tudi kakšen čisto zunanji naslov, pa mogoče iz Mariborske občine, pa kaj podobnega. Osnovni fokus je izvirni slovenski roman sicer, kar bo tudi vidno skozi predstavitev, ampak vseeno se trudimo in tudi letos je tako, da najdejo prostor v programu različne literarne vrste in zvrsti. Tu je poezija, tu je tudi kratka proza, tu je delno prevodni roman, tudi nekaj malega stvarne literature, kar je še najredkeje, ampak tudi to je našlo prostor. Ampak kar se nam zdi še bolj pomembno v tem okviru je, da je znotraj tega program, kolikor se da raznolik. Tu je nekaj del, ki se spogleduje z žanrsko literaturo, kak ima bolj pravovedni žanr, mogoče so prevenci, so različne estetike, tudi neke zamejske literature. V glavnem tu skuša založba ostajati odprta, skuša nekako nasloviti čim bolj različne segmente bralstva, tudi pač odkriti čim bolj različne estetike, ponuditi nekaj novega, nekaj, kar preseneti. To je nekako že od začetka vodilo in pač mislim, da tudi letošnji program to dobro odseva. Ampak na koncu seveda je glavni fokus kvaliteta programa, pa to, da je litera avtorska založba, da se veliko dela za posameznimi besedili. To je nekako to središče, ne glede na vse okoliščine knjižnega trga, ki niso mogoče najbolj naklonjene, ki mogoče iščejo kaj drugega. Vztrajamo v tem, ker se nam zdi pomembno oziroma nekako smisel čisto pri založniškem in uredniškem seveda delu. Mislim, da se to tudi odraža v dobri kritiški sprejetosti, v nominacijah, v dobri čisto sočasni kritiški recepciji in tako dalje. To so nekako mogoče ta idejna izhodišča, ampak upam res, da ta program to tudi odseva, tega se ne naravamo seveda držati tudi v prihodnosti. Zdaj pa v bistvu ne bi več nekih teh splošnih zadev, tule vidite projiciran letošnji katalog, tam se tudi na mizici še izvodi. Sicer je na spletu dostopen na spletni strani Ars Litera, to je v bistvu približno promocijski delno portal naše založbe, na katerem pa se da tudi prebrati odlomke recimo iz novih knjig in tako dalje, tako da če se kdo teže odloči recimo za kak nakup ali pa kaj se da tam preveriti, kaj se pokušino in je potem mogoče odločitev lažje. Drugače bi pa v bistvu počasi kar predal besedo Ani, če še hoče kako uvodno besedo povedati, sicer pa lahko predstavim v bistvu prvo knjigo, ki je v katalogu. Lepo pozdravljene še v mojem imenu. Kot je Aljaž povedal, sem jaz ena izmed teh kulturnih dvoživk. Letos nekako vstopam v literarni program ne samo kot avtorica in prevajalka, kar sem do zdaj počela, ampak tudi kot urednica. To se mi zdi mogoče pomembno
poudariti, da nas veliko dela na ta način, zaradi tega, ker so razmere na trgu takšne. To se navezuje tudi mogoče na prvi naslov, ki bi ga rada predstavila in ga sicer ureja kolegica Kočan. Navezuje se pa na to, zaradi tega, ker gre za poezijo in poezija je ena izmed tistih literarnih zvrsti, pri katerih se poznajo te upadi v bistvu podprtosti kulture, literature in posebej tistih delov literarne krajine, ki je morda zahtevnejša in ima manjšo kupno moč. Se pa mi zdi zelo pomembno to delo, ki ga kolegica Kočan že zdaj par let opravlja, recimo tudi z antologijami, ki jih pripravlja, zato da izpostavlja manjšinske literature, tako da to je recimo en del programa, ker se meni ga zdi še pomembno izpostaviti. Prva knjiga je pa zbirka poezije Nisaki, druga pesniška zbirka Mance Klun, ki gradi na strukturi, pesniški strukturi, ki jo je pesnica vzpostavila že v prvi pesniški zbirki. Se pa ukvarja tukaj v tem delu z pravzaprav tematiko, ki je nakazana že v naslovu. Nisaki v grščini pomeni majhen otok in avtorica se v bistvu ukvarja z razpetostjo med to, da lahko otok predstavlja nek varen pristan, neko zatočišče, iz katerega je mogoče izvajati refleksijo družbe, samega sebe, lastne pozicije v njej, ampak hkrati seveda pomeni tudi neko obliko izolacije in odmaknjenosti iz družbe, odtujenosti, tako da pravzaprav raziskuje to razpetost med osamo in med refleksijo in varnostjo v tej osami in osamljenostjo kot tako, ki vodi v nek zmanjšen stik. Tukaj je kolegica Kočan uvrstila v letošnji program z vidika poezije še zbirko Aleša Ovčakarja Teorija množic, ki se tudi tematsko povezuje z prvo pesniško zbirko, se pravi zbirko Mance Klun, ker tudi pesniška zbirka Teorija množic raziskuje podobne tematike. Ukvarja se z posameznikom, ki v družbi ne najde možnosti, da se izrazi, ne najde možnosti vzpostavitve stika, kontakta z drugimi in obstaja v neki osamelosti. Mislim, da ta pesniška zbirka ima potem tudi dodaten moment preučevanja oziroma preizpraševanja tega, na kakšen način človek obstaja v naravi oziroma v nekem prostoru izven družbe. Tako da v bistvu vzpostavi odnos človek oziroma človek družba in človek narave, se v bistvu sprašuje o teh vprašanjih in tukaj nastavlja tudi vprašanje, ali je možno se osobivati na nek miren način. Tole bi samo povedal, glede Mance Klun, da bi se ta knjiga je pravkar iztiskano, tako da bo zdaj zelo malo dostopna, medtem ko je pesniška zbirka Aleša Ovčakarja v bistvu za jesenski termin, samo to povedal. Jaz se pravičujem tiste naslove, ki jih nisem jaz urejala, ne vem, kaj so planirali točno za jezid, tako da bom prosila za vsako knjigo, da bo Aljaž potem dodal ta je za takrat, če jaz ne urejam tega naslova. Tudi tega naslova ne urejam jaz, ampak je lažje predstavljati malo deljeno. Naslednja knjiga je pa že v bistvu iz druge zvrsti, to je kratka zgodba, in sicer gre za zbirko Prvenec Katje Cvahte z naslovom Lakota. Ta zbirka kratke proze se ukvarja z vprašanjem lakote, kar se mi zdi za kapitalističen okvir zelo zanimiv termin, oziroma pomenljiv termin, ker se zbirka kratkih zgodb ukvarja z vprašanjem, na kakšen način vse lahko lakoto razumemo, pravzaprav, se pravi telesno lakoto, emocionalno lakoto,
lakoto, ki se pojavi kot posledica neke praznine, ki jo proizvaja sistem, na kakšen način skratka vse so ljudje lahko lačni in občutijo nek manko in manko česa. Avtorica v bistvu zelo pretanjeno in s pozornostjo na detajle, z izgradnjo prepričljivih kompleksnih likov raziskuje točno te različne odvode tega pojma znotraj tega družbenega konteksta. Predvidevam, da je za jesen? Ja, Kvatec Verte je predvidena za jesensko izdajo, medtem ko je Klic delfina, to je roman Tanje Dimitrijevske, pa v bistvu pomladna izdaja. Gre za v bistvu to zanimivo knjigo, malo nenavadno v svojem pristopu, zato ker gre za po eni strani izrazito dostopen roman, bi rekel, skoraj lahko to malo izpade, ampak ima eno tako ostro budico nekje v ozadju. Je po eni strani intimen, ampak v bistvu ves čas se zaveda tega prostora, v katerem je. In zato se potem tudi ukvarja z, recimo, nastav je, napisan je bil v času koronavirusa in to je tudi ena od tematik, pa potem seveda tako avtomatsko odpre neko to vprašanje zdravja, kar se takoj poveže z New Age, recimo, potem odpre ekološka vprašanja, kar je tudi bilo takrat, recimo, zanimivo. Od to tudi izhaja ta naslov Klic delfina, to je po eni strani neko New Age tradilo, po drugi strani gre seveda za to ekološko temo, preživetja delfinov in tako dalje. In mislim, da to že kaže tudi nekaj, bi rekel, en ta splošen duh tega romana. No, v bistvu zelo je igriv, ampak tudi zelo direkt naslavlja pač nekaj čisto konkretna vprašanja. No, to se mi zdi mogoče pomembno pri tem povedati. Sicer je pa avtorica mogoče bolj znana, no, kot gledališka igralka, mogoče se veliko pozna iz mestnega gledališča ljubljanskega, kar se pa pozna, se mi zdi tudi v romanu z enim dobrim razumevanjem prostora in tudi pač za upeljavo dialogu. To se mi zdi, da se prav vidi ta neka provenjenca avtorice, kar pa sicer tudi zelo redko. Drugi roman, ki ga nameravam predstaviti, je roman Miše Gams, Kdo se boji črnega moža. Miša Gams je znana mogoče najbolj kot kritičarka, pa tudi precej piše, je pa tudi aktivistka na raznih področjih in na področju kulture, pa tudi na področju vprašanja begunstva. No, in z slednjim se v bistvu najbolj od vsega ukvarja roman Kdo se boji črnega moža, to je že zelo ta inovativen, pa malo provokativen naslov. In sicer gre v osnovi za ljubezensko zgodbo kar avtorica opiše kot slovensko gospodinjo, piše tako tudi tule v opisu, in pa alžirskim migrantom. In v bistvu skozi ta odnos raziskuje neke klišejske podobe, ki jih gojita eno drugem. No. In na kak način se skozi zgodbo v bistvu počasi preprašuje, postavljajo na glavo, se rušijo. In to je nekako to. To je nekako v bistvu ta komentar in begunstva, in ksenofobije na drugi strani, da je v bistvu zelo pomemben roman, no, v tem smislu. Napisan je zelo, bi rekel, direktno, ampak vidi se tudi, da je osnovan na neki izkušnji, da je osnovan na nekem znanju, no, tako je tudi na nek način, bi rekel, skoraj pričevanski. V tem oziru se mi zdi, da je istočasno zelo pomembno in istočasno tudi zelo privlačno branje. Naslednje besedilo je tudi Smetarji pišejo lepe pesmi. To je roman Matjaža Virenta. Gre za eno od besedil, ki je bila pred leti, ko je razpisala nagrado Novo obzorje, ki je potem na koncu zmagala Janja Rakoš, pa kasneje tudi v peterici za nagrado Kresnik.
V glavnem ta roman Matjaža Virenta se je pa uvrstil v ožji izbor takrat. In gre za prvenec, čeprav avtor ni povsem neznan, v bistvu je za svojo kratko prozo že sodeloval večkrat na kakšnem natečaju in velikokrat doživel tam tudi uspeh, tako da je v bistvu ena taka knjiga, na katero se je mogoče malo čakalo. In tudi mislim, da bralstvo ne bo razočarano. No, gre za zelo poseben tekst, zelo hiter, ampak istočasno zelo razmišljajoč, vanj pritegne veliko medbesedilnih elementov, od visoke, tako da rečem, do popularne kulture. V osnovi je pa zelo upisan v današnji čas, no? Zelo se zaveda tega nekega trenutnega političnega kulturnega konteksta. Tudi v opisu se da to malo bolj jasno prebrati, o čem govorimo. Sam govori o tem, da se družba mogoče končno počasi da se stopa iz primežev patriarhata, potrošništva, antropocentrizma, nacionalizma itd. In v bistvu, kar se Matjaž Virent v tem romanu sprašuje, je, kako v bistvu na tem prehodu biva posameznica, kar se mi zdi intrigantno vprašanje. Roman je zelo fizičen, tako da tudi na ta način v bistvu zelo fizično se mi zdi to vprašanje obravnava. Naslednji roman je roman direktorja in glavnega urednika založbe, Vlada Uršiča. Mi se je v bistvu kar znano, da Vlada je v bistvu v literarni prostor stopil predvsem kot pisatelj z romanom Gospodska mater si Oska, že zelo dolgo nazaj, po katerem je bil tudi film posnet. Zdaj v zadnjem oziroma počasi predzadnjem romanu Krušni oče se je pa lotil zgodovinske tematike, in sicer o industrialcu Mariborskem Huterju. In v bistvu je ta roman, preden gre naprej, nekako iz podobnega univerzuma, s tem, da gre tukaj za vprašanje plemiške družine Atems. Ne vem, koliko je znana drugje po Sloveniji, ampak na Štajerskem je v bistvu recimo to nek pojem, posebej okoli Slovenske Bistrice, kjer so imeli tudi svoj grad in tako dalje. In v bistvu se v tem romanu sprašuje o usodi Alojza Atemsa, sina te plemiške družine, ki je živel okoli druge svetovne vojne, malo prej, malo po. In njegovo zgodbo dosti bolj kot v prejšnjem romanu Krušni oče v bistvu raziskuje na intimni način. Ampak istočasno se v ozadju vedno kaže ta zgodovinski kontekst, pa tudi krajevni kontekst, recimo Slovenske Bistrice in okolice, ki je zelo zanimiv, ker v bistvu ponuja neke odgovore na neka zelo široka politična vprašanja, tudi. In gre za privlačno branje, mislim, da to Orlando izkazal tudi s prejšnjim romanom, ki se v bistvu zelo vredo prijel, sem si da je našel eno tako obširno publiko in da je tudi zelo veliko povedal in v intimnem in nekem bolj družbenem smislu. Naslednji roman je Annin roman, ona mogoče kaj več povedala o njem, jaz bi samo na hitro, da gre zakaj je pač tudi pristal potem v programu, zato ker gre za zelo intriganten način pristopa k znanstveno-fantastični literaturi. Čeprav to ni zdaj seveda samo to, ampak se močno spogleduje z njo, gre za en žanr, ki je precej redko prisoten, se mi zdi, v izvirni slovenski prozi, zato je še mogoče toliko bolj zanimiv. Ampak istočasno se mi zdi, Anja ostaja nekako zvesta tem osnovnim svojim pisateljskim postulatom, tako da nastane ena zelo zanimiva kombinacija, zdaj pa mogoče, če bi še rada kaj dodala k tem. Ja, se bojim, da se nam malo izteka čas, ker je še samo dobrih 5 minut, tako da jaz bi samo rekla, ja, pač ta roman, čeprav so se moji prejšnji teksti že spogledovali z žanrom, je prav verni sci-fi, s tem, da poskušam zajemati v bistvu to, kar je znanost trenutno že spoznala in samo dodati čist mečken izsledkov, mečken premika naprej.
Roman se ukvarja z vprašanjem reverzibilnosti smrti, z vprašanjem samomora, z vprašanjem multiverzuma in v bistvu z načinom obstoja zavesti v svetu, ki je že postapokaliptičen. Glavna junakinja je nekromantka, ki se poskuša pogovarjati z ljudmi, ki so prišli v tako imenovano sivo cono smrti in znanost je na tej točki napredovala do take točke, da se lahko z njimi pogovarja. Problem v tem svetu pa je ta, da junakinje in junaki izginjajo pravzaprav iz te realnosti, ker je realnost postala nevzdržna. In se svet v bistvu sooča z vprašanjem, na kak način sploh lahko ohrani svojo populacijo, zdaj, ko je pravzaprav razrešeno vprašanje Boga, smrti, končnosti in podobnih zadev. Ja, hvala ti. Bom zdaj probal malo bolj pohiteti. Florian Lipoš, njega tako ni verjetno treba posebej predstavljati. Ta njegov zadnji roman, Mrtve stvari, gre za zelo kratek roman. Avtor mi je malo namignil, da ne ve, koliko bo še napisano. Ampak gre tudi istočasno gre za zelo avtobiografsko besedilo, umeščeno na prostor avstrijske Koroške. In tu se avtor v bistvu ukvarja tudi s svojimi stalnimi tematikami z usodo slovenskega jezika, slovenskega naroda tam in tako dalje. Gre za zelo zgoščeno, zelo slogovno, intrigantno pripoved in pač mislim, da tudi v tem tekstu izkazuje, zakaj v bistvu sodobni slovenski klasik. Iz strasti Ivana Vogriča, tudi roman, ki je bil uvrščen v že prej omenjeno ožji izbor za nagrado Novo obzorje. V bistvu gre za tako nenavadno kombinacijo stvari v tem tekstu. Po eni strani gre za eno ljubezensko zgodbo, po drugi pa se vidi, da avtor premore veliko znanja zgodovinopisnega področja, tako da dobimo eno zelo privlačno, nenavadno privlačno obravnavo v kaznilniškem sistemu, v nekdanji monarhiji, v nekem zgodovinskem kontekstu Goriške regije in tako dalje in tako naprej. In to vse je v bistvu spakirano nekako v to ljubezensko zgodbo. Naslednje besedilo je roman Vinka Ošlaka, Konrad, tudi ta je v bistvu umeščen na območje avstrijske Koroške in tudi tu gre za delno avtobiografsko, predvsem v bistvu bolj biografsko pripoved, za delno pripoved o njegovem očetu. Kar pa se mi zdi mogoče pomembno poudariti, kar je specifika tega romana. Ukvarja se z obdobjem med vojnama, potem z časom same druge svetovne vojne in pa obdobje malo po njej. Ampak v bistvu ne gre čez dogodke, neke konkretne, ne govori o velikih političnih stvareh, ampak v bistvu ga predvsem zanima, kako so ljudje takrat mislili, kako so verovali in tako dalje. In se mi zdi, da s tem nekako res preučuje te osnovne mehanizme v bistvu delovanja družbe. No? In tu se mi zdi posebni in pomemben doprinos. Še en skoraj klasik, Branko Gradišnik, z romanom Skrunitelj. Tu se mi zdi, da je Gradišnik nekako veliko svojih najmočnejših pisateljskih plati združil v tem. Gre za en tekst, ki je čisti žanrski hibrid, v bistvu ga je težko kamorkoli umestiti. Ne veš, kaj v njem je fikcija, kaj ni. V glavnem veliko je tega preigravanja in po eni strani je to, po eni strani je literarno močno, po drugi strani pa tudi izkazuje neko literarno vedno globino, no? Zato, ker se ukvarja zelo veliko z Ivanom Cankarjem. Naslednji roman je pa Preobrat Mateja Polika. Ja, jaz se prevečujem, da smo malo zadržala čez uro.
Preobrat je kriminalka in sicer zelo družbeno kritična, preučuje pravzaprav serijo umorov v elitnem razredu, kar se mi zdi glede na trenutno politično globalno dogajanje zelo zanimiv motiv. Pomembno se mi zdi tudi to, da poleg z svojim pisanjem naredi odmik od kriminalnega žanra in velik del svoje pripovedi pravzaprav prenese na raziskovalno novinarko, s čimer razvija idejo, ki je sicer zelo prevalentna v kriminalnem žanru, in sicer da policijska država, tisti aparat, ki naj seveda odreši svet zla. Vseeno pa tekst ostaja kljub tem posegom v žanr in zelo močni družbeno-kritični problematiki. Zelo berljiv in zelo napet in se mi zdi, da prinaša en pomemben dodatek v slovenski žanr. Naslednji roman je roman Lili kraljica Adriane Kuči, gre za avtoričino 4. delo. Ukvarja se ponovno z vprašanjem junakinje Lili, ki je priseljenka, s tem, da tukaj Adriana Kuči naredi nekaj, kar se meni zdi izjemno pomembno v slovenski priseljenski literaturi, in sicer svojo junakinjo, ki raziskuje korenine svojega porekla, potiska v smer nacionalizma. Tako da pravzaprav raziskuje mejo med tem, kaj pomeni pravzaprav pripadnost lastni kulturi, iskanje lastnih kulturnih korenin in ohranjanja kulturnega izročila, ter po drugi strani nagibanje k nacionalizmu, kar je seveda lahko problematično. Ta odnos ji pomaga osvetliti prijateljica, s katero splete pomemben odnos, in sicer zdravnica Lejla, ki je v podobni situaciji. Naslednja knjiga, ki jo predstavljam, je esej Franja Nadžija. On je sicer v UKC v Mariboru predstojnik oddelka za kardiologijo, sicer pa tudi pisatelj, ki ga poznamo po več proznih delih. Knjiga Srce, junak v kletki je esejistična knjiga, ki se spogleduje z poljudno znanstveno literaturo, in Nadži v njej preučuje srce, delovanje srca, ključne bolezni, ki se pojavljajo, srčno-žilne bolezni, skozi zgodbe svojih pacientov. Glede na to, da gre za vodilno skupino bolezni, ki povzročajo smrt v sodobnem času, je to pravzaprav knjiga, ki jo je zelo pomembno brati tudi zaradi tega, ker Nadži v svoje delo vpleta najnovejše spoznanje z področja kardiologije in znanosti, ki se ukvarja s tem področjem in ponuja tudi rešitve, konkretne rešitve, kako se lahko ljudje potrudijo, da preprečijo sami pri sebi tovrstne pojave. Naslednji roman je roman Nič posebnega, Nicole Flattery, ki se ukvarja ravno z tem, kar že aludira naslov, se pravi z usodo dveh žensk, ki nista nič posebnega. Ena je mati, zaposlena v menzi, ki na začetku romana umre, njena hčerka kasneje raziskuje odnos s svojo materjo, žalovanje, predvsej žalovanja, travmatske izkušnje, ki so se zgodile tekom tega odnosa. Obenem pa gre za zgodbo, ki ima zelo zanimiv spin, ker je pravzaprav ta hčerka pa manj pomembna sodelavka Andyja Warhola, kar pomeni, da pravzaprav dobimo neko sopostavitev življenj Andyja Warhola in njegove zaposlene, ki je sicer v popolnem zakulisju, in tukaj se pač seveda Flattery poigrava za vprašanjem teh čist neke inherentne vrednosti človeka. Ta roman bo zelo verjetno izšel nekje v koncu leta, oziroma v jeseni, verjetno nekje septembra ali oktobra. Naslednji roman je tudi prevodno delo, in sicer gre za roman Kairos, in sicer Jenny Appleby, ki je za ta roman že prejela
Bookerjevo nagrado v lanskem letu. Roman govori o ljubezenski zgodbi med študentko in njenim profesorjem, in sicer v času padca Berlinskega zidu, in avtorica zelo spretno v bistvu odseva politično situacijo v tem ljubezenskem odnosu, seveda v svojem značilnem in prepričljivem slogu, za katerega je bila tudi nagrajena. Ta roman bo izšel letos nekje do konca maja, zdaj pa še predajam besedo še za en roman, potem pa mislim, da... Ja, še zadnji akt Utomine, ki tudi ni posebej treba predstavljati, ker je prelitelji v bistvu že šel enega tekst, sicer zakupljene so pravice za celo serijo, tako da se ga še lahko nadejam. Gre za zelo popularnega finskega pisca kriminalk, ki se tudi tokrat izrazito aktualen, tokrat se ukvarja z LGBT skupnostjo, sicer pa v bistvu nima kaj posebej dodati, še vedno v svojem slogu, v svoji liniji, ponovno eno napeto in zanimivo branje. No? To je nekako to z najne strani, se prečem, če so oba malo predolga. V glavnem, kot sem že povedal, katalog je tudi na spletni strani Ars Litera, sicer pa se da tam vzeti, pa še enkrat hvala za pozornost.